Pravljični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci! Danes se podamo na potep po gozdu z malo lisičko. Nekoč, že dolgo je tega, je daleč v gozdu živela mama lisica s 3 lisičkami. Nekega dne, ko je prišel večer, se je mala lisička odločila, da je že dovolj velika za samostojne pustolovščine. Ko sta bratec in sestrica sedla k mizi, se je mala lisička še vedno igrala. Ko sta si šla umit zobke, je šla mala lisička jest že mrzlo večerjo. Zamudila je pravljico in zamudila je poljub, saj je tudi mama lisica že trdno spala. Mali lisički se je mudilo raziskovati, ni hotela čakati na naslednji dan in prav nič zaspana še ni bila, zato je vesela letela iz hiše. Zunaj jo je presenetil mraz, zaradi tega se je vrnila po jopico in nato veselo pohitela v gozd. Tokrat jo je presenetila tema. Odločena, da gre na potep, se je vrnila po lučko in znova veselo pohitela v gozd. Zdaj so jo presenetili zvoki. Pihal je veter, šušljalo je listje, žuborel je potoček. Nikjer pa ni slišala ptičjega petja, regljanja žab ali zajčjih skokov. Iskala je svoje prijatelje, a so vsi spali. Njeno veselje je postajalo zaspano. V nočnem gozdu pa je spoznala novo prijateljico, modro sovo. Sova je bila že stara in zelo pametna. Občudovala je malo lisičko zaradi njenega poguma, samostojnosti in iznajdljivosti. Prosila jo je, naj ji pove, kako se je igrati čez dan, saj njene oči niso bile vajene sončne svetlobe in je zato raje raziskovala ponoči. Mala lisička je z veseljem pripovedovala o pustolovščinah, ki jih je doživela. Komaj je čakala na dan in se je spraševala, kaj je mama lisica pripravila tokrat. Takrat je začutila, da so njene nogice že težke. Očke so se kar same zapirale, gobček pa je govoril vse bolj počasi. Poslovila se je od modre sove in odkorakala domov. Mala lisička je tako trdno zaspala, da ni slišala brata in sestrice, ko sta jedla njihov najljubši zajtrk. Slišala ni niti mame lisice, ki jih je vabila v nove pustolovščine. Zamudila je veliko lepega, kar se je zgodilo tisti dan. Odločena, da ničesar več ne zamudi, je mala lisička od takrat prva pohitela k večerji, si skrbno umila zobke in v postelji počakala mamo lisico, da ji pove pravljico in podari poljub. Potem je zaprla oči in trdno zaspala. Vso noč je sanjala o pustolovščinah, ki jih je prejšnjega dne doživela z bratcem in sestrico. In niti malo dolgčas ji ni bilo. Naslednji dan se je zbudila polna moči za vse, kar je mami načrtovala za tisti dan. Spanje je res pomembno za nas. Veste, med spanjem rastemo, se razvijamo, predvsem pa si spočijemo in naberemo novih moči za nove dogodivščine. Zato le zaprite oči, pokrite se z mehko dekico, jutri pa novim dogodivščinam naproti. Objem, poljubček in lahko noč.